zelo vesela in ponosna na njih in vesela sem, da se lahko danes tu pred vami tudi pokažejo. Tako da jaz sem kar dajem besedo, vam pa želim, da uživate. Nekoč pred davnimi časi je živela policijska Maja, a ne vedno policijsk. Dobro, potem pa nekoč pred davnimi časi je živel Vavki, a te tudi ne. Povedala sem že vse pravice, od živali do policijsk in do rekice. Daj, povej mi reči, kako ste drugačni. A si že slišal tisto o Miškah? O Miškah? Ne, tega mislim, da še nisem. Daj, povej mi. Nekoč pred davnimi časi je živel Miška. Bilo je nekega sončnega dne, ko se je sam sončil na skali. Joj, končno malo miru, da se lahko odpočijem. Pa še tako lep dan je. Mislim, da malce zadreval. Samo za par minutk. In tako je Mišečak zadreval. Dokler je ni spodila kapljica na nosu in nato še ena na glavi. A Mišečak se ni dal motiti in je dreval dalje. Tedaj pa ga je zbudil glasen grom, da kar skoči iz skale. Joj, kaj pa zdaj to? Nevihta? Le kam se naj skrijem? Že vem, skrit se bom odvisna jama. Mišečak je odletel do jame in se razgledal. Naenkrat je lahko to zagledal medvedku Mašo, ki pa le malo obiskal. Kdo si teraz da priti v mojega doma? Mišečak tukaj. Bi lahko ostal do konca nevihte? Pa že ne znajo, drugače da poželim. In tako je Mišečak v trenutku zlečal iz jame in splezal na drevo. Tam je zagledal lupino in vanjo vstopil. Joj, kako je tukaj noter toplo. In še polno lešnikov je. Mišečak se je že razpomotil in začel glodati lešnike, ko je naenkrat domov prišla veverička Vanja, ki pa z njenimi novonabranimi lešniki in mladičkom je bila besna na pogledu na Džaka. Kaj pa ti tu? Kaj se dogaja? Pa to je kraja. Ojoj, nisem vedel, da ima topina lastnika. Ali bi lahko ostal do konca nevihte? Ne, z mojimi mladički nas je preveč. Bi lahko ostal vsaj par minut. Ne in ne. Bi lahko potem vzel vsaj par lešnikov. A lešnike je pravi? In tako je Mišečak spet začal leto, ki pa kar je hranilnega. Zato si je odtrgal drevesni list in si nadležal nad glavo, ko je začel iskati novo zatočišče. Ne najdem dobrega zatočišča. Le kam se naj skrijem? Mišečak je začel hoditi po gozdu, dokler... Ojoj, le kje pa sem? Ojej, se pravičujem, če sem te zmotil. A si v redu? V redu sem, samo ne najdem zatočišča preteže. S tem pa te lahko pomagam jaz, voz pozna bolje kot samega sebe, pa še super zatočišče na odzadaj. Prijezno. Ja, in potem je kar takoli odpeljal Mišečaka do zatočišča. Evo Mišek voli, pa sem le prišla. Tukaj v listu se skriva majhna gobica. Prav primerna zadaj. Kje pa? Jaz ne vidim nobene gobe. Le malce naprej. Skriva se na vozni jasi, poleg velike ribe. Saj sem vedel, da se bo to zgodilo. Nato je Mišečak se zahvalil Olivi šel do gobe in tam je naše zatočišče. Konec. Ne, to pa ja ni konec. Mišečak je prišel do gobe, ki je zagledal miškotijo.
zgodila še naslednji dan, teden, mesec in celo leto. To je trajalo veliko in veliko let, dokler se nista čez nekaj let poročila. In to pod isto vodo na deževen dan. Kaj pa se mi pa gresta? Nič, samo pripovedujem pravljico. Katero pa? Isto, Miška. Aha, tista pravljica, veš, Anja, to je bila vedno moja najljubša. Res, zakaj pa? Ker to zgodba o tej, ko si se z vajno mamo spoznala. To je tako romantično. Ja, res je, pa še, mislim, da je to najljubša pravljica, kar sem jih kadarkoli slišala. Ampak a veste, da to ni konec zgodbe? A res? Kaj bi se še zgodilo? No, Mišek, Žak in Miška Tija sta živela srečno pod isto kopo. Vsak dan sta raziskovala gozd, nabirala hrano in se igrala z drugimi živalmi. Nekega dne pa sta dobila majhno miško, ki sta jo poimenovala Anja. Čez nekaj let pa je Anja dobila mlajšega bratca Andreja. In skupaj so živeli srečno do konca svojih dni. Pa me zanimalo, mi je bila všeč zgodba? Ja! Katera žival vam je bila najbolj všeč? Miška! Miška! Kaj je počel Krtek? Kaj je naredil, da bi lahko rekli, da je bil priden Krtek? Da je pomagal Miški najti zatočišče. Bravo, lepo priden Krtek. Ja.